Aerodrom Maribor v besedi in sliki. S čim se soočajo zaposleni, kakšen je njihov delovni dan, kaj jih pričakuje v prihodnosti in še čim z gostom Tonetom Polutnikom. Dober večer, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci. V tokratni oddaji BIS bomo govorili o samem življenju Aerodroma Maribor. Kako se soočajo s vsakodnevnimi delovnimi obveznostmi zaposleni, kaj jih zaposluje in kaj je tisto, kar dela njihov proces dela dinamičen. O tem in še čim z našim današnjim gostom, Tonetom Polutnikom. Gospod Polutnik, pozdravljeni. Dober večer. Koliko let ste sedaj že zaposleni na Aerodromu Maribor? Ja, 32. leto teče. Od leta 86 sem stalni član kolektiva Aerodrom Maribor. No in v tem času je bilo zagotovo veliko delovnih izkušenj, zanimivih zgodb, pripetljajev, morda tiste najbolj vesele, morda tiste, ki so vam najbolj ostali v spominu, pa nam predstavite. Ja, no, zgodba je dolga, ne? Torej v 32 letih se je nabralo kar nekaj takšnih dogodkov. Zdaj, da bi posebej opisoval, bom rekel, vsake posebej, bi težko izbral tiste, bom rekel, veliko je teh, ki bi jih lahko izbral, ampak izbram. Predvsem se spominjamo teh dobrih stvari, ki smo bi pač uspešno opravili določena dela, določena cikle letov, čarterjev, ali to potniških ali kargo. Imeli smo ogromno, bom rekel, raznolikih dni, tudi pri samih letih, torej, ko je redna linija, ko imamo ustaljen urnik, se dogaja, da 2 leta v bistvu nista enaka en drugemu. Tako da te stvari, bom rekel, zelo popestrijo delovnik vsakega zaposlenega. Kaj bi izpostavil v zadnjih 30 letih? Seveda, bile so zelo dobre izkušnje z pomočjo, ko smo v bistvu spremljali promet brniškega letališča, ko je bilo renovirano. V zgodovini se je to zgodilo 3-krat, mislim, da je bilo to prvič v 78. leta, drugič je bilo 92. in pa leta 2010, mislim, da je bilo tole zelo zadnjo. V tem času dejansko smo imeli ogromno, bom rekel, prometa, presežene so bile naše kapacitete, prostorske, glede opreme, glede vsega. Tako da velika izkušnja, veliko, bom rekel, raznolikih načinov dela in s tem v bistvu smo dokazali, da tudi znamo. Seveda ne sami, s pomočjo kolegov iz Brnika smo to izvedli. Moram pa reči, da smo v zadnji projekt, ki smo ga leta 2010 uspešno zaključili, naredili, bom rekel, z malce grenkega priokusa, ker je glih v tistem času izbruhnil vulkan na Islandiji in smo mogli v bistvu 3 dni letališče imeti zaprto. Drugače pa moram reči, da smo imeli tudi ta hendikep, da se je na letališču obnavljal oziroma dograjeval nov terminal, potniški terminal, in da smo se za pripravo izvedbe teh del mogli resno pripraviti in narediti, bom rekel, precej improvizacijskih prostorov, to se pravi prostore za prihode, za odhode, da smo lahko vse službe postavili in pa, da smo lahko izvajali ta promet. Hkrati moram reči, da za vse te procese nadzira in bdi nad nami Agencija za civilno letalstvo s svojimi nadzorniki, tako da v bistvu smo vse te postopke spravili korektno skozi ta proces. Rekli ste, da je takrat, ko se je dograjeval novi terminal, imeli kar precej improvizacij. Kako improvizirati na letališču, namreč gre vseeno za letala in večjo varnost? Torej, pod pomenom besede improvizacija to ne pomeni, da se mere varnosti ali pa rednosti prometa kakorkoli spremenijo. Mi moramo, ne glede na to, v kakšnih prostorih
delamo, zagotoviti vse varnostne procedure in izvajati vse procese skladno z obratovalnim dovoljenjem, ki nam ga je izdala Agencija za civilno letalstvo. To pa pomeni, da lahko mi improviziramo s prostorom, da pa oprema in način dela pa morata biti takšna kot v, bom rekel, sedanjem obstoječem terminalu. Torej, ni možnosti propustov, da bi se kakršnakoli oseba ukrcala na letalo, da bi se naložilo na letalo tovor, ki ni pregledan, ali potniška prtljaga, ki ni bila skenirana z rentgenskim aparatom in podobno. No, ostaniva še malo pri letih v zgodovini. Leta 2016 je Aerodrom Maribor praznoval 40 let. Rekli ste, da ste tam zaposleni že 32 let. Torej se dobro spominjate tudi te obletnice? Ja, no, 40. obletnica je minila nekako, bom rekel, precej tiho. Ni bilo nekih proslavljanj. Obeležili smo jo, seveda, s ponosom smo pokazali, tudi organizirali smo eno majhno skromno razstavo fotografij od začetka pa do zadnjih dni oziroma do odprtja novega terminala. Letališče oziroma Aerodrom Maribor je v zadnjih 40 letih imel ogromno vzponov in padcev. Mi smo majhno letališče in temu primerno je tudi promet. Seveda, ukinitev kakršnekoli linije ali pridobitev kakršnekoli linije, to za letališče pomeni veliko. Kader, ki ga imamo, je, bom rekel, multifunkcijski, če se lahko tako izrazim. Torej, nimamo ljudi, ki bi bili usposobljeni samo za eno vrsto dela, ampak to združujemo tako, da lahko najdete človeka, ki v bistvu kot zaposlen dela tudi na 5 ali pa 6 funkcijah oziroma pokriva določena več delovnih področij. V to smo seveda primorani zaradi komercialnih potreb oziroma da pač lahko po domače povedano preživimo. Bom rekel, pri vseh teh obletnicah, ki smo jih do zdaj imeli, bom rekel, se kaže, da imamo neko moč, da imamo neko vztrajnost, da nekako se ne damo. Marsikdo nas je že kdaj, bom rekel, odpisal, pa nekako nam celo znani slovenski favšiji tudi privoščil, da mogoče ne bi več delali, ampak se nam je vedno nekako posrečilo ali pa smo bili toliko uspešni, da smo se iz tega, bom rekel, izvili. Kot veste, je tudi letališče bilo leta 2001 v stečaju, torej Aerodrom Maribor, katerega smo uspešno zaključili, dobili slovenskega lastnika, ki je potem, bom rekel, to lastništvo prenesel naprej na banko in sedanjega lastnika. In jaz vidim v tej, bom rekel, zgodbi samo en napredek. Bil sem med redkimi optimisti, da bo novim lastnikom uspelo. Teh optimistov je zdaj v zadnje čase vedno več in več. Letališče živi, se razvija, pri tem moram poudariti tudi to, da je tudi država, kot Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, doprinesla velik del temu, da je letališče tako opremljeno, kot je. V zadnjih 5-6 letih smo pridobili nov terminal, prizidek k terminalu, obnova terminala, precej opreme se je zanovilo. To se pravi, tudi država je imela tukaj posluh za nas in jaz upam, da bo ta zgodba šla samo še tako naprej. No, upamo tudi mi. Uvodoma sem dejal, da bomo spoznali delovnik na letališču. Verjamem, da je vaš delovni dan vsak dan drugačen, ampak neke stalnice pa vseeno so. Kako gre? Zjutraj pridete na letališče v službo in kako potem naprej? Aerodrom, torej letališča, mednarodne letališča, ki so delujoča in imajo obratovalna dovoljenja, ne glede na to, ali imajo promet ali ne, morajo izpolnjevati določene pogoje. To se pravi, obratovalni čas je tisti, ki ga določi obratovalec letališča, da pa
bom rekel, da lahko pridemo do obratovalnega časa, se morajo strinjati tudi spremljajoče službe. To se pravi uporabniki letališča in pa vse službe, ki so prisotne na letališču. To so letališke službe, ki jih mora zagotavljati Aerodrom Maribor, in pa druge letališke službe, kot so kontrola zračnega prometa, policija, carina, meteorološka služba, in lahko bi bile tukaj prisotne tudi inšpekcijske službe, vendar jih pri nas ni. V delovniku, bom rekel, mi smo v zimskem času odprti 9 ur, od 9. ure do 18. zvečer. V tem času moramo biti prisotni vsi, tisti, ki smo potrebni za obratovanje. Torej, vkolikor ena od služb manjka, letališče ne more delovati. Torej, letališče je potrebno potem takoj, bom rekel, bi ga mogli uradno zapreti. Mi skrbimo to, da do tega ne pride, tako da zagotavljamo vse službe. Seveda pa smo zelo veseli, če imamo ves dan promet, da se dogajajo pristanki in odleti letal. V zadnjem času zdaj imamo prihod linije iz Münchna oziroma iz Antwerpna preko letališča München v Maribor in nazaj, 5-krat na teden. Seveda za vsak tak let je treba narediti pripravo. Prisotnost služb pa seveda mora biti po vseh segmentih, torej od medicinske službe, reševalno-gasilske službe, varnostne službe, bom rekel, vsi ti segmenti morajo biti pokriti. Pri nas je zaposlenih malo manj kot 40 delavcev. Tako kot sem že rekel, nekateri upravljajo tudi več funkcij na letališču, kar je pač možno združiti. In bom rekel tako, po jutranjem posvetu, kaj in kako se bo dan organiziral in izvedel, se ljudje odpravijo po svojih zadolžitvah. Seveda skrbijo vsak za svoj del. Ker smo majhen kolektiv, je to enostavno rešljivo. V bistvu vodja izmene, koordinator prometa napove že dan prej, kakšno je dogajanje naslednji dan, kaj so napovedani leti. Tako da se te zadeve, bom rekel, dnevno usklajujejo. Vsak mora zagotoviti, da njegovo delovno mesto teče, bom rekel, brezhibno, da ni zapletov, da je pretok informacij in pa hkrati, bom rekel, vsak, da poskrbi, da svoje delo opravi maksimalno dobro. No in prej ste omenili nadnaravno tisto, oziroma naravno na tisto, kar nimate vpliva, izbruh vulkana in potem posledično nekajdnevno zaprtje letališča. Kaj pa letošnja zima? Prav zadnje tedne je pokazala svojo zobe, navrgla obilo snega. Je povzročal sneg kakšne težave? Težav pravzaprav ni povzročil, povzročil nam je velike stroške. Mi imamo vso mehanizacijo oziroma opremo za čiščenje steze, potem voznih stez, letališke ploščadi in, bom rekel, okolja, ki je potrebno ga očistiti s snežnimi padavinami. Bom rekel, stroji, prav na tem segmentu smo nekoliko šibki, ker so stroji precej stari. Fantje to uspešno, bom rekel, servisirajo in odpravljajo tudi kakšne napake, če do katere pride. Je pa seveda to pri tako majhnem številu zaposlenih velik napor, ker namreč ljudje, ki sodelujejo v snežni ekipi oziroma mi pri tej ekipi pravimo zimska ekipa, delajo tudi svoja redna dela. In seveda, če želimo zjutraj imeti stezo, vzletno pristrelno stezo in vse ostale manevrske površine čiste, je treba začeti ne pri odprtju letališča, ampak že zgodaj po noči. Tako da prihajajo fantje tudi ob 4-3 zjutraj, oziroma ko se določena količina padavin nabere, ko je steza toliko kontaminirana, da je potrebno začeti s čiščenjem, se, bom rekel, aktivira ta ekipa, pridejo in začnejo z deli. Tempirano je seveda tako, da
se steza očisti in pripravi do obratovalnega časa, do odprtja letališča. Vkolikor pa so padavine, bom rekel, konstantne, pa se čisti, bom rekel, vse skozi. No in če narediva en takšen dan odprtih vrat, ko pridemo potniki na letališče, najprej vidimo letališko ploščad, vzletno pristajalno stezo, potem vozne steze, terminal. Vi te zadeve zelo dobro poznate. Kako poteka, kaj je na katerem koncu, kam se odpravimo? Ja, torej verjetno ste se pripeljali z avtomobilom, ne? Sicer omogočamo zdajle za redno linijo tudi avtobusni prevoz iz Maribora, ampak večino potnikov prispe na letališče z svojim avtomobilom. Mi imamo organizirana dva plačljiva parkirna prostora, ki sta označena. Tam lahko pustite svoj avto. S prtljago se napotite v potniški terminal. Ko stopite v potniški terminal, se, če ste prehitri, da še mogoče okence za sprejem in potnikov ni odprto, napotite v bar. Imamo v prvem nadstropju lepo, zelo prostorno restauracijo oziroma bar, no, hrane ne strežemo. Tudi razgledna terasa je tam, s katere se da lepo videti, bom rekel, te površine, manevrske površine, ki ste jih omenil. Potem pa, seveda, ko se okence za sprejem in odpravo potnikov odpre, pristopite svojo prtljago in pa vozovnico do naše stevardese, ki vas bo po, bom rekel, svojih navodilih lepo sprejela. Postavila vam bo nekaj vprašanj, ki niso, bom rekel, pač samo lepotnega videza, ampak so tudi skrita noter, zavita kakšna vprašanja, ki se nanašajo tudi na varnost leta. Preverila bo vaše dokumente, preverila bo vašo vozovnico, stehtala bo vašo oddano prtljago, jo označila in olistkala z vsemi potrebnimi temi nalepkami, vam vrnila potrdila o oddani prtljagi in vas napotila potem na varnostno kontrolno točko oziroma vas bo napotila, kje nadaljujete vaše potovanje. Iz javnega dela, torej avla je v javnem delu, se potem potnik napoti na varnostno kontrolno točko. Moram reči, da ta varnostna kontrolna točka je, bom rekel, deluje enako kot na vseh letališčih, tudi velikih, torej ni razlike v strogosti pregleda, torej po standardu se vas pregleda. Pri sebi seveda ne smete imeti nobenih ostrih predmetov, hladnega orožja ali pa kakšnih še bolj nevarnih, bom rekel, stvari, strelno orožje ali kaj podobnega. To ne pomeni, da strelno orožje ne morete vnesti v letalo. Lahko ga, ampak ga morate prijaviti in seveda pri stevardesi tudi povedati, kaj in kako. Pri sebi pa seveda nič. Vse skozi na letališču boste opazili, da je ogromno nekih informacij, nalepk in tako naprej, ki vas opozorijo, kaj smete in kaj ne smete vnesti v letalo. To je dobro, da se tudi pred potovanjem pozanimate, preden greste od doma. Namreč velikokrat se zgodi, da imajo ljudje kakšne spominke. Nož od mame, očeta, kakor pipec, da govorimo o kakih pipcih in podobnih zadevah. Ali pa, bom rekel, stvarih, ki niti ne pomislijo, da jih imajo zraven, ker je pač to vedno pri njih. Seveda se to odvzame in to se vrže proč. Torej, vi tega ne morete vnesti v letalo. Tudi s tekočinami je tako, da ne morete večjih količin, da gre samo po 100 ml. To se, bom rekel, zaplete pri ljudeh, ki morajo imeti pri sebi zdravila ali pa otroško hrano ali podobne zadeve. Seveda pa razni geli, sprej in podobne zadeve, to vse odvzamemo in vržemo v smeti. Ko prestopite varnostno kontrolno točko, ste na tako imenovanem varnostno čistem območju in seveda nudimo vam komfort, ki je pač za potnika nujen. V prvem nadstropju v terminalu imamo
spet en skromen bar, torej skromen, lep bar, ni zdaj, narobe sem se izrazil skromen, precej prostoren svetu in se, bom rekel, potnik lahko tam osveži. Če ste potnik, ki potuje v prvem razredu ali v poslovnem razredu, vam nudimo tudi VIP prostor oziroma tako imenovani lounge, kjer imate majčkeno več diskretnosti, da se ne mešate z ostalimi potniki. Tam noter dobite tudi prigrizek in pa osvežilno pijačo, ki ste jo v karti tudi plačali. Prostor je tudi pripravljen za duty free shop oziroma travel value trgovino. Tako da v bistvu nudimo vse stvari, ki jih srečate tudi na večjih letališčih. Seveda so te dimenzije nekoliko manjše, ampak trudimo se, da bi potnik imel vse te stvari, bom rekel, na dosegu roke. Ko letalo pristane v tem času, ko ste se vi čekirali, prehajali skozi varnostno kontrolno točko, mogoče ste se osvežili s kako pijačo, je pristalo tudi letalo in ko je letalo pripravljeno, ko so potniki izkrcani, ko je letalo očiščeno, vas pokličemo na izhod, kjer vi seveda svojo vozovnico, ta vaš vstopni kupon pokažete stevardesi, ki vas popelje do letala. Na letalo vas prevzame posadka letala, vas tudi posede in vam daje potem tudi naprej inštrukcije, kaj in kako. Naš del se v odhodnem delu tukaj v bistvu z zaprtjem vrat konča, kar se potnikov tiče, seveda je pa tukaj v ozadju en cel kup stvari, ki jih pa potnik ne vidi. Prtljaga, ki ste jo vi oddali, gre po tekočih trakovih na rentgen, torej da se pregleda z rentgenskimi žarki. Vkolikor se v vaši prtljagi najde kaj sumljivega, da rentgenolog operater opazi v tej vaši prtljagi kaj takega, kar noter ne sodi, vas preko informacij pokliče. Torej poimensko se vas pokliče in vi stopite z varnostnikom v prostor, kjer to prtljago odprete, pokažete, mogoče je noter samo zložena kakšna zadeva, ki je pač dala sliko podobno nečemu nevarnemu. Marsikdaj pa kdo vzame tudi zraven kakšno, bom rekel, stvar, ki tja noter ne sodi. Torej opozarjam vse tisti, ki greste poleti kampirati, da ne nosite zraven kartuš, plinskih kartuš in podobnih zadev, ker to se bo definitivno našlo in se odvzelo iz prtljage. Seveda tam odgovorite tudi na nekaj varnostnih vprašanj, izpolnite vprašalnik, podpišete, prtljaga, ko je varna, se odda na voziček in zadeva se odpelje do letala, kjer se vkrca na letalo v prtljažni del. Koordinator prometa oziroma ljudje, ki skrbijo, da je let varen, dobijo vse podatke, tako od stevardes kot od prtljažne službe, podatke o gorivu in ostalih zadevah dobijo od pilota, od posadke. Na osnovi teh podatkov pripravijo, mi temu rečemo, utovor letala. Kako letalo natovoriti, koliko blaga v kateri prtljažnik, da seveda letalo leti v ravnovesju, da ni naloženo preveč na nos ali pa preveč na rep, kar bi lahko ogrozilo varnost leta. Vse te podatke vnesemo v sistem, računalniški sistem, ki ga imamo. Naredi se lista weight and balance sheet in ta se da potem preda posadki. Posadki se preda potem tudi spisek potnikov, ki so na letalu in hkrati se s tem zadeva konča. Letalo smo med tem časom, ko je stalo na letališki ploščadi, očistili, torej kabina, kjer so sedeži za potnike, se očisti, prav tako naši čistilci očistijo WC-je. Tehnični del pa pripravi letalo, da se oskrbi z gorivom, torej imamo službo za oskrbo letal z gorivi in mazivi. Natočijo gorivo do določene mere, ki ga zahteva pilot letala,
tovorijo po navodilih prtljago, ki je bila predtem stehtana in se ve, koliko jo je. V zimskem času nam dela problem sneg, padavine, ki smo jih zdaj imeli precej. In vkolikor letalo stoji na ploščadi, ko sneži, je seveda letalo treba očistiti, zato imamo tudi opremo z vozilom, v bistvu in segreto tekočino, tako imenovani ADF, polijemo po letalu, speremo zasnežene dele ali pa mogoče celo zaledenele in nanesemo zaščitni sloj, ki potem preden letalo poleti, ga piš vetra v bistvu obriše iz kril in vseh ostalih površin letala, ki je bil nanešen, tako da v bistvu letalo suho poleti iz steze. No in z letališča in v Mariboru smo potem sedaj poleteli. Midva bova najin zanimiv pogovor in zanimive teme še obravnavala naprej, še pred tem pa imamo nekaj trenutkov za oddih. Zato, spoštovane in spoštovani, vidimo se čez nekaj minut. Spoštovane in spoštovani, danes govorimo o oddaji BIS o življenju na aerodromu Maribor. Gospod Tone Polutnik nam je pred našim premorom povedal, kako vzletimo, kako vstopimo v letalo, sedaj pa pogovor nadaljujeva z vzletom. Gospod Polutnik, letalo bo vzletelo. Tukaj verjetno osrednjo vlogo potem prevzame kontrolni stolp. Ja, seveda. Torej, mi imamo v bistvu svoj servis, ko je letalo na tleh. Torej, kontrolor zračnega prometa, bom rekel, varno pripelje, vodi letalo, da pristane na vzletno-pristajalni stezi in ga potem na vozni stezi, tako imenovani, mi temu pravimo spojnici, preda vozilo Follow Me. Vozilo Follow Me vozi oziroma usmerja letalo, vozi pred njim do parkirne pozicije, kjer ga v bistvu tudi potem z znakovnimi, z gibanji rok, znakovnimi znaki usmerja na točno parkirno pozicijo, kjer letalo v bistvu, bom rekel, stoji v tistem času, ko ga mi oskrbujemo. Seveda, mi imamo, torej vso naše delo se nanaša na letalo, ko je to v mirovanju. Lahko pomagamo letalu, ko se giblje v pogojih zmanjšane vidljivosti. To pomeni, vkolikor bi bilo letališče registrirano, da lahko in usposobljeno, da lahko letala vzletajo tudi v pogojih zelo zmanjšane vidljivosti, ko je vidljivost manjša od 50 metrov, bi bilo potrebno, se ta letala vodijo do vzletno-pristajalne steze, vendar se pravim, mariborsko letališče je v instrumentalni kategoriji 1, kar pomeni, da letala lahko vzletajo in pristajajo pri vidnosti 500 metrov ali več. Vkolikor pa pade vidljivost na manj kot 500 metrov, pa žal letal ne moremo sprejeti. Tako da kontrola zračnega prometa je tista, ki vodi in skrbi, da je letalo v zraku varno. Mi pa poskrbimo za del, ki se nanaša na letalo, ko je parkirano na zemlji. Seveda, jaz sem prej pri sprejmanju odprave potnikov pozabil omeniti še tudi dve zelo važni službi, s katero delamo z roko v roki. To je služba policije in carine. Vkolikor mi letimo znotraj Schengena, lahko letimo brez mejne kontrole ali kontrole finančnega urada, carine. Hkrati pa to ne pomeni, da vas uradnik finančne uprave ne more pocukati za rokav. Namreč trošarinski nadzor se vrši tudi znotraj šengenskega prometa. Ko pa mi letimo zunaj Schengena, torej ko prestopamo mejo, pa zapademo pod obe kontrole. Torej prehod meje, policist na meji je opremljen z vsemi aparaturami in vsemi sistemi
enako kot na meji z Hrvaško, naprimer, ali kjerkoli v Evropi, kjer se pač Evropa širi oziroma kjer Evropa zagotavlja šengensko mejo. In pa hkrati seveda imajo cariniki tudi svoj prostor, kjer lahko nadzirajo prihodne ali odhodne potnike in pregledujejo tudi njihovo prtljago. Zato imajo tudi svoj rentgen, tako da zadeve ni treba odpirati, da lahko kako, bom rekel, sumljivo prtljago tudi pregledajo na tak način. Navrniva se še malo k službi vzdrževanja. Prej ste omenili, če se prav spomnim, nekoliko starejšo opremo, s katero delate, želite posodobiti tudi to opremo, oziroma kako sploh potem vzdržujete vso potrebno infrastrukturo letala in tako naprej? Ja, zdaj moram zelo pohvaliti delo Ministrstva za infrastrukturo. V zadnjih nekaj letih smo dobili precej nove opreme. To se nanaša na vitalne dele opreme, stopnice, vozilo za gasilsko službo, potem generator, air starter, reševalno vozilo. Precej imamo nove opreme, ki smo jo nujno potrebovali. Pri zimski ekipi pa je stanje nekoliko slabše. Torej, stroji so stari. Mi zaenkrat še to uspešno vzdržujemo in tudi, če se kaj pokvari, popravimo. Vendar, bom rekel, je zelo velik napor potreben za to, da pridemo do rezervnih delov, kajti nekatera oprema je starejša tudi kot 40 let. Ampak kljub temu, mi smo mislim, da je zdaj kar na 14 dni nas, bom rekel, 14 dni smo plužili sneg in odmetavali sneg. Moram reči, da je vsa oprema vzdržala, da smo, bom rekel, uspešno čistili in da ni bilo nekih zamud zaradi tega. Je pa, se pravim, vitalno to, da se stroji pred tem dobro vzdržujejo, da so dobro pripravljeni in da če je le možno oceni, da bo neka stvar dotrajala oziroma da bi se znala pokvariti, da ta del seveda ugotovimo pred tem, preden pride do loma. Stroški pri teh zadevah so veliki. Mi imamo vse te novo opremo skoraj vso, tako reči, proizvedeno v tujini. Imamo tudi domačega proizvajalca, zdaj ne vem, če smem delati reklamo za njega. V Krškem je proizvajalec stopnic in moram reči, da dela ene boljših stopnic, da je eden, bom rekel, boljših proizvajalcev stopnic v Evropi. Mi se hecamo in pravimo, da je to Mercedes med stopnicami. To so samohodne ali vlečne stopnice v kombinaciji. Stroški tega vzdrževanja so pa seveda veliki zato, ker vsi ti serviserji prihajajo iz tujine. To se pravi, imamo serviserje iz Švedske, Italije, Nemčije in edinega tega Slovenca, ki pa, bom rekel, družno z roko v roki tudi sodelujemo z njim, tako da imamo pri tem domačem proizvajalcu nekaj bonitet, glede na to, da pomagamo tudi pri prodaji njihove opreme, vsi določeni potencialni kupci prihajajo k nam gledati to opremo. Tako da zdaj v prejšnjem mesecu smo imeli tle ekipo iz Japonske, tako da, bom rekel, nas veseli, da lahko tudi to pokažemo, da imamo kaj novega. Je pa tako, da seveda oprema mora biti certificirana oziroma servisirana in temu primerno certificirana. Vkolikor bi se zgodilo, da oprema ni certificirana in da ne izpolnjuje standardov, je enostavno ne smemo uporabljati v namene sprejemanja odprave letal. Sedaj so že veliko povedala o potnikih, o načinu, kako se vkrcamo v letalo, o sami opremi, s katero upravljate na aerodromu Maribor in letališču Edvarda Rusjana v Mariboru. Pomemben vidik ste že omenili, da je tudi varnost, pa preden nadaljujeva še z drugimi obveznostmi, deli in zadolžitvami, ki so vsak dan prisotne pri vas, predlagam, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, da si ogledamo prispevek.
Varnost na letališču zajema tehnike in metode, ki se jih uporablja pri zaščiti potnikov, osebja in letala. Nevarnosti na letališču so lahko naključne, vse več pa je tudi načrtovanih. Zaradi velikega števila ljudi, ki so na enem mestu, so varnostni ukrepi še posebej poostreni in se z leti zaostrujejo. Po terorističnem napadu v Združenih državah Amerike 11. septembru 2001 so se pravila na letališčih poostrila. Evropska unija je leta 2006 sprejela nova varnostna pravila, ki omejujejo količino tekočin v ročni prtljagi, ki jo lahko vzamete s seboj na letalo. Trenutno pa sledijo varnostnemu standardu z leta 2015. Varnostna pravila so sledeča, vsa letališča Evropske unije imajo enak varnostni standard. Uredba 1998/2015 pač določa varnostne standarde na letališčih. In skladu z temi so tudi vsa naša varnostna oprema standardizirana, usklajena in tudi postopki delovanja varnostne službe so usklajeni z to uredbo in na tak način dejansko tudi delujemo. Varnostni postopek je sestavljen iz dveh delov, pregleda prtljage in kontrole potnikov. Ko pridemo na letališče, predamo svojo prtljago, ki osebje na letališču mora pregledati z rentgenskim aparatom. Na letališču potniki najprej stopijo na prijavno okence, tam kot vidite 8 prijavnih okenc, kjer oddajo svojo prtljago, pokažejo potne liste in stopno karto, na podlagi katere dobijo stopni privesek za krcanje na letalo in pa privesek za kovčke, s katerim označijo destinacijo in pa težo kovčka, kateri potuje potem po traku navzdol do varnostne kontrole na napravo z varnostno napravo, ki pač te kovčke pregleda, rentgen. Prepovedano je prenašati nevarne predmete, snovi in naprave, s katerimi je mogoče povzročiti resno poškodbo ali ogroziti varnost letala. Prepovedani predmeti v prtljagi so strelno orožje in druge naprave, s katerimi se sprožajo izstrelki, naprave za omamljanje, predmeti z ostro konico ali ostrim robom, delavsko orodje, topi predmeti, eksploziv ter zažigalne snovi in naprave. Ko potniki oddajo prtljago, gredo na varnostno točko, kjer jim podrobno preverijo ročno prtljago. Nato odidejo preko prehodnega detektorja kovine, varovano območje, kjer počakajo letalo. Varnostna kontrolna točka je namenjena potnikom, pa tudi vsem zaposlenim na letališču. Kar se tiče potnikov, gredo tukaj le na varnostno kontrolno točko, kjer imamo sicer 2 kontrolni točki, preko katere prihajajo z svojo osebno prtljago, se pravi ročno prtljago, katero oddajo zopet v napravo za pregled teh kovčkov, se pravi z rentgenom, in pa oddajo vse kovinske predmete v te plastične banjice, katere ravno tako potujejo skozi rentgen, da se varnostno pregleda. In to gredo skozi prehodni detektor kovine, preko katere ocenijo, če ima še oseba kakršenkoli kovinski delec na sebi. Če ta varnostna element zazna nekaj spornega, se opravi še ročna varnostna preiskava osebe, katero opravijo varnostniki, pooblaščeni za delo na letališču. Poleg že omenjenih prepovedanih predmetov, ki jih ne smemo imeti na letalu, so od leta 2006 prepovedane tudi tekočine. Prepovedane tekočine so voda in druge pijače, juhe, sirupi, kreme, losjoni in olja, parfumi, razpršilci, geli, vključno z geli za lase in tuširanje, vsebina posod pod tlakom, vključno s peno za britje, drugimi penami in dezodoranti, paste, vključno zobno pasto, mešanice tekočih in trdnih snovi, črtalo za trepalnice, katerekoli druge snovi s podobno gostoto. Če potniki vztrajajo pri prenosu tekočin, varnostno območje morajo imeti posebno potrdilo ali pa jih preverijo s pomočjo posebne naprave za preverjanje tekočin. Imamo še dodatno 2 napravi, ena je za odkrivanje delcev eksploziva in pa za preverjanje tekočih eksplozivov oziroma gelov in tekočin. Pa ste že imeli primer kakšne nevarnosti? Ne, zaenkrat še ni bilo dobenega takšnega varnostnega incidenta. Letališka varnost je pomembna za preprečevanje grožnje in nevarnih situacij, ki nastopijo ob vstopu ali izstopu v državo. Če je varnost na letališču dobra, so možnosti za incidente manjše. No, vaš kolega je povedal, da za zdaj še nekakšnih eksploziv in nevarnih sredstev niste našli.
ampak res pa je, da tako doma kot v tujini je čedalje pogostejša nevarnost terorizma, ki se dogaja na letališčih in tudi na letalih. Kaj v tem primeru na vašem letališču? Ja, postopki so, bi lahko rekel, standardizirani. Torej, vkolikor mi odkrijemo kakršnokoli sumljivo zadevo, ki bi mejila na kakršnokoli povzročanje večje nevarnosti letala, se takoj sporoči to policiji, steče postopek, prevzame zadevo policija in dejansko je naša naloga samo, da odkrijemo morebitni sum. Kaj in kako potem to delajo naprej uslužbenci policije. Naprej sva govorila o potnikih. Pomemben segment oziroma pomemben del tega, kar prepeljete z letali, pa je tudi tovor. Na aerodromu Maribor oziroma letališču Maribor imate skladišče, imate tudi možnosti pretovarjanja. Koliko tovora prepeljete in kakšni so tukaj postopki? Torej, v zgodovini beležimo najboljši rezultat prepeljanega tovora, nekaj več kot 4700 ton v enem letu. V zadnjih letih je trend tega prevoza nekoliko upadel. Seveda smo pa usposobljeni in imamo tudi opremo, da zagotavljamo tudi ta segment letalskega prometa. V bistvu z redno linijo trenutno še ni možno pošiljati blaga. V bodoče se tudi to planira. Planira se tudi nov cargo terminal, torej tovorni terminal, ki bo, bom rekel, omogočil tudi večje kosovne pošiljke in pa sprejem večjih tovornih letal. Današnja praksa je ta, da v bistvu za ad hoc lete ali pa verigo takšnih komercialnih letov mi zagotavljamo sprejem tovora, raztovor, priprava in pregled. Ampak v zadnjem letu žal tega ni bilo. Seveda uspešno in pa veseli smo, da uporablja letališče Maribor za svoje odhode in odprave Slovenska vojska, ki prihaja oziroma večino uporablja NATO-va letala C-17 za svoje ekipe, ki odhajajo na misije v tujino. Tako da v bistvu s tovorom zdajle ne kaže glih najboljše, ampak se pa obetajo boljši časi, tako da važno je, da bomo mi z izredno linijo, ki jo imamo, lahko vzpostavili tudi pošiljanje pošiljk, ki bojo lahko potovala preko münchenskega letališča v štartu, kasneje se pripravljajo tudi druge zadeve, tako da dajmo čas v čas, pa se pravim, bomo tudi s tem. Kot sem pa rekel, imamo ekipo, imamo opremo, da tudi to zagotavljamo. Kakšen tovor se ponavadi prevaža z letali in česa ne pretovarjate in ne nalagate na letala? Na letala se, torej z letali se večinoma pošiljajo tiste nujne pošiljke. To se pravi, cenovno je to precej visoka postavka, tako da vsako blago tudi to ne prenese. Gre za razne rezervne dele, za stvari, ki se, bom rekel, v kratkem času morajo dostaviti, ali je to pokvarljivo blago ali kakorkoli. Moram reči, da ogromno smo imeli v preteklosti predvsem teh rezervnih delov, pa tudi trgovskega blaga, ki je šel na police določenih specializiranih trgovin. Določena podjetja, ki ustvarjajo opremo ali pa stroje višjega cenovnega razreda, tudi veliko koristijo to. Sicer pa, bom rekel, smo imeli v preteklosti, v 90-ih letih, povezavo med Mariborom in enim ruskim letališčem v vzhodni Sibiriji, Jakutsk.
kjer smo dejansko se spraševali o rentabilnosti tega prevoza, ker smo vozili od, bom rekel, sirkovih ali pa brezovih metl pa do računalnikov in kirurške opreme. Namreč prišlo je do tega, da smo peljali z letalom 40 ton opažov, ki so bili vredni, ne vem, na pamet govorim, nekje 20 000 evrov, sam prevoz pa je znesel nekje 80 000 evrov na tej relaciji. Seveda za nekoga popolnoma zgrešen prevoz, ne, vendar moramo vedeti, da pač vzhodna Sibirija ima samo 3 mesece pozitivnih temperatur, ker se jim je tam nekaj zalomilo, eno gradbišče se jim je nekaj porušilo, so ostali brez opažov in dejansko je bilo treba čez noč pripeljati nove. Tako da, se pravi, mi smo pripravljeni na vse vrste blaga. Z letali se seveda ne sme prevažati eksplozivov, samo določeni tipi eksplozivov smemo nalagati v letala. To je seveda predpisano. V potniška letala pa se sme od strelnega orožja in municij prevažati samo nevarno blago oziroma metki, ki spadajo v nevarno skupino 1-4S. Kaj pa nujna medicinska pomoč in letališče Maribor? To je ena od obveznih letaliških služb, ki jo tudi zagotavljamo. Imamo zaposlene medicinske tehnike. Hkrati ti medicinski tehniki oziroma gospodični, ki delajo pri nas, opravljajo tudi delo stevardes. Pogodbeno imamo zaposlene tudi zdravnike, ki so ob vsakem komercialnem letu prisotni ves čas oskrbe, oziroma pred prihodom letala in po odhodu letala s potniki so prisotni na letališču. V primeru, da je potrebno nuditi kakšno pomoč ali samo kakšno slabost kakšnemu potniku, v tistem ekstremnejšem primeru tudi, bom rekel, pri kakšni letalski nesreči je nujno potrebno, da je doktor prisoten na letališču. Imamo novo ambulantno vozilo, rešilec, ki je opremljen za tudi oživljanje, tako da smo opremljeni in pripravljeni tudi za to. Za varnost potnikov in za pravilno pretovarjanje in odvoz tovora je torej poskrbljeno. No, Aerodrom Maribor pa je v preteklosti, in vi se tega zagotovo dobro spomnite, gostil tudi številne družabne dogodke, med drugim dogodek Leteči biki, in pa tudi BMW je izpostavil svojo revijo. Ja, Flying Bullsi so v bistvu naša zdajle že kar skorajda stalnica. V mesecu aprilu pridejo k nam, da nekoliko potrenirajo, bi se temu rekli. To je seveda zelo velika popestritev za letališče in okolico. Moram reči, da ljudje radi prihajajo pogledati in imajo kaj za videti pri teh letalih. Za nekatere so seveda moteči, torej, ampak jaz upam, da je znosno, da bojo tudi ti ljudje zadovoljni z tem. Kar se pa tiče dogodka, ki ga je pripravila družba BMW, smo jim pa ponudili poligon, na katerem se je dalo izvesti poskusna vožnja, ki se je potem odvijala, to mislim, da 3, 4 ali celo 5 dni. En del je potekal na samem letališču, na letališki ploščadi, in pa nekaj so imeli tudi terenov zunaj. Seveda, mi poskušamo s infrastrukturo in opremo, ki imamo, tržiti, da se zagotovi čim več sredstev tudi iz stranskih dejavnosti. Toliko bolj nas veseli, da Flying Bullsi prihajajo k nam, ker je to naša osnovna dejavnost. In zelo zanimivo je pogledati in ljudje radi pridejo, ko vidijo te drzne pilote, kaj počnejo. Upam, da se letos spet vidimo. Kakšen pa je to zalogaj za zaposlene, za organizacijo in za vse ostalo?
Ja, seveda je to, frekvenca je večja, ne? To se pravi, prisotnih mora biti več zaposlenih, pozornost mora biti večja, poskrbeti je potrebno za, bom rekel, nemoteno delovanje letališča, ker moramo vedeti, da je to le en, bom rekel, dogodek, ki povzroča določene, bom rekel, take posebnosti, ne. Več ljudi se giba po ploščadi, več ljudi je prisotnih, treba jih je omejiti, treba jih je imeti pod nadzorom. Na samo letališko teraso, razgledno teraso prihaja več ljudi, treba je biti pozoren, da ne bi kdo povzročil tudi kakšne škode ali kaj podobnega. Tako da stvari imamo pod kontrolo. Pozabil sem omeniti, da seveda delavci, ki delajo na letališču okrog letala, morajo biti za to tudi usposobljeni in da za njih izvedemo tudi šolanja za vsak segment posebej in seveda brez teh potrdil o usposobljenosti za določeno delo teh del ne morejo in ne smejo opravljati. Ta usposabljanja na vsake toliko časa obnavljajo in kje jih sploh izvajajo? Mi koristimo letalsko šolo na Brniku, torej šolo, ne mislim zdaj letenja, ampak šolo, ki jo ima organizirano Fraport Slovenija. V bistvu osnovni tečaj se naredi prvič, preden se pristopi k zagovarjanju licence, potem pa se ali na 1, ali na 2, ali na 3 leta to obnavlja. To pomeni, da mora biti delavec poslan na ponovno osvežitev oziroma na to osvežilno šolanje, ki se konča z testom in se s tem potem tudi podaljša tako imenovana licenca. Tako kot sem rekel, licence se obnavljajo ali na letni, ali na 2- ali na 3-letni bazi, odvisno od zahtevnosti. In pa še to je pomembno, da je vsak zaposlen vsaki 2 leti napoten na zdravniški pregled in vkolikor ta zdravniški pregled ne opravi, mu propade tudi licenca. To se pravi, eno z drugim vzajemno je veljavno, vkolikor ne zdravniški pregled ali licence zaposleni nima, teh del ne more opravljati. Na letališču torej mora biti vse po pravilih in vedno znova preverjeno. V javnosti pa je znana informacija, da se letališče Maribor in aerodrom Maribor pripravljate na posodobitve investicije v podaljšanje letališke steze, pa tudi povečanje potniškega in tovornega terminala. Koliko bo to vplivalo na vaše delo? Mene zelo veseli, da ta novi lastnik razmišlja v teh dimenzijah. Na nas bo to seveda zelo, zelo vplivalo, predvsem bom rekel to pozitivno vplivalo. Namreč mi, kot sem omenil, imamo sedaj zaposlene, ki upravljajo več funkcij naenkrat. Po eni strani je to dobro, po drugi strani pa lažje delavec dela, če dela samo eno stvar v dnevu in da nima tega prehajanja, da je na primer vzdrževalec, ki opravlja dela v mehanični delavnici, tudi parker ali pa voznik, manipulant z gorivi, ki, bom rekel, na klic koordinatorja pride na letališko ploščad, pripelje cisterno in natoči gorivo. To bo seveda pozitivno vplivalo v tem, da bomo vsi delali samo eno delo in tisto delo, za katero boš najboljše pripravljen in usposobljen. Dimenzije, ki jih, bom rekel, lastnik obeta, so velike. Mi se veselimo tega in jaz upam, da bo do tega čim prej prišlo. Hkrati je to nov izziv, ker bo potrebnih veliko več zaposlenih, da bodo tle številke zrastle v nekaj 100. Trenutno, kot sem omenil, nas je manj kot 40. In se pravim, jaz se samo veselim tega napredka in razvoja. Na vaš staž je v začetku danes ste povedali 32 let, še nekaj let boste na mariborskem letališču in zaposleni na aerodromu Maribor. Spremljali boste napredek, morda kot toliko let zaposlen v tem podjetju. Kakšna je vaša želja, kakšno mesto, kakšen položaj, vlogo naj zasede drugo največje slovensko letališče v prihodnje?
Jaz bi si želel, da bi to letališče dobilo, bom rekel, konstanten promet. Konstanten promet, da bi se razvilo v eno, bom rekel, regionalno letališče, ki bi zagotavljalo reden promet in da bi ljudje lahko potovali ne samo na eno destinacijo, ampak na več destinacij hkrati. Ne želim zdaj govoriti, da bi lahko z temi plani prehiteli ali pa, ne vem, delali konkurenco. Letalski promet je v silnem razvoju in ukolikor se bomo pravilno obnašali, imamo vsi dovolj potnikov, vsi dovolj dela in vsi dovolj tovora, da bi lahko zagotovili normalno delovanje letališča. Seveda, zdaj z našim lastnikom imamo upanje, da bo teh potnikov res v prihodnjih letih vedno več. Jaz, kot sem rekel, sem bil eden prvih optimistov, ostajam optimist, želim si, da bi to letališče delovalo. Kje bom jaz končal svojo kariero, bomo videli. Marsikaj sem že delal, lažje bi naštel, kaj nisem počel na letališču, kot to, kaj počnem ali pa sem počel. Tako da jaz upam, da bo letališče delovalo dobro, da bo delovalo varno, da letališče ne bo povzročalo zamud in da se bomo na letališču tako zaposleni kot potniki dobro počutili in da bo težav s prometom čim manj. Mi pa vam želimo čim uspešnejše delo in se vam zahvaljujemo za gostovanje v naši oddaji. Hvala lepa. Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, vam pa seveda zopet hvala za pozornost. Verjamemo, da smo bili izčrpni in da smo vas seznanili z veliko podrobnostmi. Nasvidenje.